Pri progah Čemaža. Najvišji slap na Hrvaškem. Mora, čudovit. Vražji prehod, vražji prelaz. To je pa kuželsko okno. Pragozdni ostanek, krokar. Res zgleda veličastna. Drugi poskus čez Kolpo. Gremo. Tukaj vam bruha reka Kolpa. Kakšen skalni rob, to je noro. Super. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Z Majo sva na začetku nove vikend avanture. Tokrat se nahajava na Kočevskem, potem greva pa v dolino reke Kolpe in bova tam okoli spoznavala naše lepote Slovenije. No, zdaj prva točka so pa Želenske jame pri Kočevju. To so ene take zelo zanimive prehodne jame z ogromen okni pod odprtinami. Pa se bomo zdaj najprej to pogledali. Evo, tukaj je tudi informativna tabla. Zdaj so tukaj in bomo šla lepo po pot, lepo skozi tele dvorane. Pa verjetno bomo mogla pa tukaj ven bo videla, no, pa bo videla, kako bo. Zdaj pa tukaj v bistvu je več jama, ne? Ena se tudi imenuje Ciganska jama. Takole izgleda zdaj vhod v tele jame. Evo, kot vidite, so v bistvu kot taki, to bi lahko rekel, da je prvo tako naravni most. In pa taka večja odprtina. Zdaj, zakaj so te odprtine nastale, a ne? Tukaj se je v bistvu udaril strop, a ne? Zdaj, jama je bila skozi ena sama jama, tukaj vmes je pa pač ta strop udaril. Zato so pa te okna v bistvu odprtine. Imamo pa čudovito luč, izjemno močno. Tako da raj na zemlji pripravljeno vse. Vhodni del, zdaj greva pa že bolj v temačno, tako je pa raba luč. Ampak tam na konci že vidi presledek med jamami. Evo, tak jašek, tukaj je nekaj kapnikov. Če pogled nazaj, tako smo prišla. Čudovito. Zelo lepo. Se kaj vidi, evo. Tukaj z tega konca jame se vidi na drug konc. To je približno okoli 100 metrov dolžine. Zdaj pa naprej, ven. Pa verjetno jih bo še nekaj takih podobnih odprtin. Evo, zdaj smo šla skozi tak čudovit naraven most. Zdaj pa prihajava spet v jamo. Pa mislim, da bo večja, ja. Pa tudi bolj globoko se spustiš. Kako zanimivo. Evo, spet v bistvu pod enim naravnim mostom, pa spet v jamo. Koliko se pozna temperatura. Sam par metrov se spustiš, je kot 10 stopinj ven. Tale desno je pa slepa, je pa v bistvu res prav jama, ki nima več izhoda. Mislim, da je to ta. Bo šla noter še pogledati, naprej. Evo, tukaj je res tako ogromna dvorana. Evo, tamle spet je naravno okno se vidi. So pa zdaj bolj v notranjosti jame, so pa kar lepi kapniki. Evo, še steber. Vidite. So pa šla že do ene ponvice vodne. Zdaj pa naprej, mislim, da bo počas konc. Prej šla prišla v bistvu tukaj, tukaj zgore in so šla zdaj pogledati tale v bistvu slepi rov. Zdaj greva pa tle naprej, skozi v bistvu glavno odprtino. Še drevesa so skozi padla, skozi odprtino.
Še ena zanimiva odprtina. Teh odprtin je tukaj res noro veliko. Evo, tukaj v bistvu so 4. Kaj takega ne najdemo, mislim, da kjer več v Sloveniji. Zdaj so pa prišla do vodnega dela jame. Tukaj se že, gledajte to. Tako da tukaj se ne bo več dal naprej. Evo, tako da pa zgleda nazaj. To je to od teh želenskih jam. Gremo novim dogodivščinam naproti. Zdaj se pa že nahajava na Hrvaškem, ampak tik ob slovenski meji, recimo maksimum 5 km od slovenske meje pri Petrini. Sva v dolini enega čudovitega potoka, ki se imenuje potok Curak. Greva pa pogledati eno tako kar zanimivo hrvaško znamenitost. V bistvu je to najvišji slap na Hrvaškem, pa meni je tole fascinantno. Evo, hodva v bistvu ob preprogah Čemaža. Viš okej. A ni čudovito? Zdaj smo pa pri hidroelektrarni Zeleni vir. In tam v daljavi se že vidi slab zeleni vir. Čudovit pogled na ta potok Curak. Lep slap, pa lep tolmun. Tako toček. Ampak ta višji slap je pa tam gor naprej v skalah. Bližava se temu slapu. Vidite, kakšen veličasten slap. Najvišji slap na Hrvaškem. Spodaj pod slapom pa jama. V bistvu izvir tega potoka je ta jama, ta je pa v bistvu stranski potok, teče slap. Tukaj se zdaj fajn vidi veličina te jame in pa tega slapu. Res je veličasten. To. Ogromen slap. Slap zeleni vir. Vidite to lepoto. Slap, visok, okoli 80 metrov. In pa jama, res, spet nekaj čudovitega. To je pa zdaj ta jama pod slapom. Tam je v bistvu izvir, ampak je pa voda takoj zajeta v hidroelektrarno, tako da pač žal malo kazi tole, ampak to je. Evo, še en pogled iz jame, noro, čudovit. Še en lep pogled iz jame na slap in pa zgoraj nad soncem obsijane vrhove oziroma pobočja. Zdaj se pa nahajava v soteski Vražji prolaz. To je pa v bistvu soteska, takoj zraven v bistvu je drug potok od tistega slapu, najvišjega na Hrvaškem. Lahko rečemo najbolj zanimiva soteska na Hrvaškem. Zdaj pa prihajava v najzanimivejši del te soteske Vražji prolaz. Da vidimo. A je to? Tole izgledajo. Ja, pa je kar uničen. Ograja je kar uničena. Je dokaj ogromen vode. Pa je šlo kar čez vse. Zato koliko ogromen materijala se je nabral. Res kar je ena huda ura, huda povoden tele. Res zanimiv, to je tak vražji prehod, vražji prelaz. Še do tam se sprehodam, pa nazaj. Te pa tam naprej, če bi šli, je pa še ena jama, Muževa hiža. Kakšen čudovit pogled na kuželsko steno. Večerni posnetek za naslednji dan, kaj naj jo čaka. To je v bistvu, se pravi, stena. Tamle se pa vidi, upam, da se bo na GoPro na kameri videl. Se pravi, od te velike stene levo se pa že vidi kuželsko okno. To bomo tudi jutri na menusu videti. Se pravi, razglednik kuželska stena, pa kuželsko okno. Sva v naslednjem dnevu raziskovanja Kolpske doline.
doline Zgornje Kolpe. Danes greva pa na en čudovit razglednik, ki se mu reče Kuželjska stena. Zraven je pa še Kuželjsko okno, ki je eno največjih oken, naravnih oken v Sloveniji. 5-6 km od Osilnice nazaj proti Kostelu in smo zdaj pa šla do izhodišča. Je res zelo majhne table, oznake, evo, Kuželjska stena, 1:35. Okrček. Prišla na razpotje na višino 550 metrov, se pravi smo približno na polovic po nadmorski višini. Evo, Kuželjska stena piše še 50 minut. Evo, zdaj pa tle gor okno, ta lepa markacija. No, evo, to je pa Kuželjsko okno. Tako se pa vidi, seveda, naša lepotica Kolpa, pa je tudi hrvaška lepotica, seveda. Sem najprej sprehodil mehen dol, pa še gor na vrh, na obok. Idemo skozi pogledati, skozi oken. Na okoli 800 metrih spodaj je pa višina dobrih 200, se pravi, kar okoli 600 metrov nad dolino. Še na to stran se malo sprehodimo. Čudovit. Evo, pogled na vas Kuželj in pa dolino Kolpe. Zadaj se je pa pokazal najvišji vrh Gorskega Kotarja, Veliki Risnjak. Zdaj gremo pa še gor na obok okna, da vidimo, kako pa izgleda gor. Z oboka okna čudovit pogled najprej na dolino Zgornje Kolpe, vas Kuželj. Prav na tisto stran je proti mejnem prehodu Petrina, na tisto stran je Osilnica in najvišji vrh, kjer ga danes vidva, je pa naš Snežnik. Potem pa naprej je pa v bistvu vse Gorski Kotar in tist, v bistvu, ki je travnat, je hrvaški Snežnik. Tak je pa mehen bolj skalnat, levo še je pa Risnjak, Veliki Risnjak, to je pa najvišji vrh Gorskega Kotarja. Višina nekaj čez 1500 metrov. Tipičen dinarski gozd. Evo, tle imamo tele značilne predstavnike. Sicer ta je redka tisa. In pa naprej, seveda najbolj pogosta sta jelka in buku. Poleg jelke in bukve se pa v podrasti oziroma v nižjem sloju najde tudi bodika. Evo, čudovita bodika. To jo pa mi na Gorenjskem pogrešamo, jo nimamo. Prihajamo na vrh Kuželjske stene. Tukaj piše 874. Koliko je tep? 878. Odlično. To je pa celo točna ura. To je pa kar huda stena. Evo, tam v daljavi, oziroma ne toliko v daljavi, naslednja stena je pa najen jutrišnji cilj, to je pa Loška stena. Ja, drugače pa teri vrhovi, jih kar poznam.
Tata prvi, tle, ki je v bistvu podobne višine, kot smo mi dva, je Krempa. Tisti najvišji je pa pragozdni ostanek, Krokar. Čudovit pogled na Zgornje Kolpsko dolino. Oba kužla. Evo, spodaj je že kar lepo zelen. Evo, tudi češnja se lepo vidi, kako cveti. Na hrvaški strani ogromen češen, spodaj. V srcu enega največjih gozdnih kompleksov v Evropi. Še en lep pogled na tole kuželsko steno. Evo, tam ta odprtina, zdaj se sicer nekaj slabš vidi. Tukaj, dosti blizu naja, 100 metrov stran, je pa kuželsko okno. Kar divja stena. Pred nama se nahaja čudovita stena, čudovit osamelec. Evo, to je pa Loška stena. Ta naju pa čaka jutri še Loška stena z malo drugačne perspektive. Res izgleda veličastna. Nahajava se v bližini izvira Kolpe, ampak imamo eno težavo. Kot kaže je odnesel most in bo mogla preči čez. Evo, Maja že poskuša iti čez. Drugi poskus čez Kolpo. Gremo. Ko je mrzla. Top. Evo, spet se matrava za raj na zemlji, noro. Srečno sva prišla čez. Tukaj čez, zdaj pa naprej. Nama je uspel priti do izvira reke Kolpe. Tako lepo jezerce, izvirno. Tukaj vam bruha reka Kolpa. Sicer se ne vidi, ampak so kar močni izbruhi. 1200 litrov na sekundo je minimalna kapaciteta vode. Tukaj noter je ta globina. Tale izvir z majhen više perspektive. Lepo. Evo, zglas pa zgoraj pa same stene. Evo, tam so še taki zanimivi stolpi. Sva pa v centru Gorskega Kotarja. Tukaj na tem mestu Kolpa zaživi, to je pa v bistvu to izvirno jezerce in pa zatreb te doline. Midva pa zdaj tukaj gor. Potem sem se pa odločila, da naj šla, da ne bova šla še enkrat brodat čez, ampak bova šla tamle desno, kar po gozdu do avtomobila. Še zadnji dan pohajkovanja oziroma raziskovanja Kočevske oziroma Zgornje Kolpe. No, danes smo pa plan iti na Firstov rep, pa na vrh Loške stene. Zdaj se nahajava tukaj pri Bezgarski planini in greva po tej markirani poti do Loške stene. Vmes je pa še Firstov rep. Zdaj verjetno bova šla kar v bistvu do te votle luknje, to je zgledana jama. Pa probala kar tukaj prečati. Po tej strani pa na Loško steno, pa nazaj pa lepo tle. Pa na prvem razgledišču. Kakšen lep pogled na Zgornjo Kolpo. Super. To so zdaj te prve skale. Mi greva pa to smer naprej. Kakšne divje stene so tlele na prehodu med Kočevsko in Zgornjo Kolpo. Evo, tam čist zadnji rob je pa rob Loške stene. Črni bor, v kakšnih ekstremnih razmerah raste. Zdaj pa prihajava na en čudovit skalen pomol. Vidite to, kakšen razgled. Noro! Kakšna divjina!
vrh Loške stene, pa dol pogled v dolino. Najte, kakšen ozek pomol. Kakšen skalni rob, to je noro. Zdaj pa prihajava na to končno točko, na rob Loške stene. Kakšen pogled v globel. Evo, to je pa res eden od top razglednikov. Skok. Se čisto. Super. Vamos, ga že pa ta profilna. Zdaj smo pa še na Firstovem repu. To je pa nekaj nad 1000 metrov nad morjem. Evo, to je pa zdaj lep pogled na tale stranski greben na Loško steno. Pogled po Kolpju. Vrtive skale. Evo, tiste se pa vidi. Kuželjska stena. Pri Reškem jezeru, to je jezero pri vasi Kočevska reka, zaključujeva super doživetje na Kočevskem in v zgornjem Pokolpju. Maja, kaj praviš? Je fan, samo medved je manjkal. Ja, res. Ja, medveda pa nisva srečala. Eno kačo sva tudi celo še videla, to je imela Maja bolj bližnje srečanje s kačo. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!